pokrovitelj oddaje, Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Pred praznikom reformacije in dnevom mrtvih smo se odločili, da bomo oddajo posneli kar na zagorskem pokopališču. Govorili bomo o humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov. Z nami bo Primož Jevševar. Ta humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov ima zdaj že kar precej dolgo brado, 10 let, obletnica. Kako se je vse skupaj začelo? Dolgo nazaj. Ampak so bili lepi spomini. V bistvu prav na tem zagorskem pokopališču smo pred 10 leti prvič postavili stojnico. Takrat smo zbirali za sredstva za Onkološki inštitut v spomin na mojo teto, ki je 2-3 let prej zaradi raka v Kanadi umrla. Tam so takrat povedali, ko je bila moja mama tam, da je nekaj naravno v razvitem svetu, da se pokojnika spominjamo na način, da nekaj damo za razvoj, za ozaveščanje ali pa, bom rekel, za preventivo v različnih boleznih ali pa če nekdo v prometni nesreči umre, za obveščanje. In takrat smo se v bistvu odločili, da poskusimo, da enkrat gremo tukaj na pokopališče v Zagorju, pa da povemo ljudem, naj namesto kakšne svečke raj darujejo v dobrodelne namene. Moram reči, da smo mislili, se bo zbralo kakih 100 evrov, 150 evrov, pa so nas kar presenetili. Že tisto prvo leto v Zagorju, mislim, da je bilo zbranih krepko čez 3000 evrov, tako da potem smo se malo usedli v družinskem krogu in premislili, da v bistvu ta zgodba pa nos vodo, po domač, po zasavsko, in da je vredno nadaljevati. Tako smo v bistvu naslednje leto zopet šli tukaj v Zagorje na pokopališče v nekoliko razširjeni sestavi. Poskusili smo pokriti tudi pokopališča ob drugih krajih po zagorski občini. No, takrat je bilo še bistveno več denarja, okrog 5000, potem pa se je zato nekako preraslo prvo v neko tako vsezagorsko gibanje, potem pa zdaj, kasneje tudi v vse slovensko, v mnogih krajih po Sloveniji. Kdo pa so bili tisti prvi organizatorji ali pa soorganizatorji? Ja, čist prvo leto je v bistvu to organizirala naša družina in pa neki prijatelji, ki pač so verjeli, da se da tudi nekaj spremeniti, pa jim je šlo malo na živce vse te sveče pa kolobocije okrog 1. novembra. Zdaj vemo, da se je od takrat kar nekaj spremenilo. Bom rekel, vsaj v stilu, da 1. november ni več modna pista, kot je bilo včasih, ko so vsi mogli nove plašče kupiti, nove obleke in se sprehoditi gor pa dol po pokopališču, da so jih vsi videli. Hkrati seveda je bilo potrebno vsaj eno vrečo sveč. Ne bi rekel samo, da je to zaradi te dobrodelne akcije. Jaz mislim, da vse splošno ozaveščanje ljudi, da je potrebno skrbno ravnati tako z našo naravo, kot recimo z vsakim evrom, ki ga damo, je pripeljalo do tega, da Slovenija v teh 10 letih se vsekakor spremenila. Smo bolj ozaveščeni, bolj naravni, pa tudi bolj ljudski, tako ali pa drugačni. Pač razmišljamo, kam nameniti ta sredstva. Tako da, če smo vsaj delček tega pripomogli z akcijo Manj svečk za manj grobov, sem jaz najsrečnejši človek. No, sej, ta akcija, dobrodelna akcija, ima tudi na nek način ekološki pridih. Ja, vsekakor. Osnova je pač ta, da ob 1. novembru na pokopališčih, po teh dneh pred 1. novembrom, postavimo stojnice. Tukaj pričakajo ljudi prostovoljci, ki jim razložijo, kam točno kam bo šel tisti evro, ki ga bojo namenili. Ideja je zelo enostavna. Namesto ene svečke, 2 svečk, kak evro v dobrodelne namene. In v preteklosti se je tega kar nekaj nakapljalo. Je pa zanimivo, da tudi sama akcija zaradi tega, ker je tako ekološka kot humanitarna, kar široke množice privlači in se teh evrov kar nakaplja nekaj. Da pa grobovi res niso čisto prazni, je pa potem tam, ki se denar daruje, se pa dobi takala zastavica. Ja. In se potem to zapiči. Ta zastavica, to je predmet mnogih razprav, takšnih pa drugačnih.
Mi smo želeli v bistvu na simboličen način prikazati, da je nekdo daroval. Nekateri mislijo, da se ta zastavica kupi, da se mora pustiti na grobovu. To je v bistvu en tak simboličen spominek, ki ga lahko vzame vsak darovalec. To smo imeli, mislim, da od 2. leta naprej, ko so nam ljudje le rekli, da bi bilo dobro, da pokažejo tudi, da se da na drugačen način, recimo, se spomniti svojih ne samo pokojnih. Svečka. Recimo, na ta način. Ne. Tako da nekateri pridejo, Darujejo. vzamejo zastavico, jo tudi pustijo na grobu, drugi jo odnesejo doma za spomin, recimo jo dajo otrokom, tretji jo pač sploh ne vzamejo, pa samo darujejo. To je čisto odvisno od vsakega posameznika, je pa to v bistvu čisto simbolična zadeva. No, dejali ste, najprej se je začelo v Zagorju, na zagorskih pokopališčih, potem pa se je s časoma akcija širila tudi po drugih občinah. Ja, res. Če se prav spomnim, tisto prvo pa drugo leto je bilo to v Zagorju. Potem pa so prav kmalu pristopile v projekt tudi ostale zasavske občine, pa Domžale je bilo tudi eno med prvimi. Potem pa v naslednjih letih se zadeva širila tako, recimo do Celja, Maribora, kot je zdaj, in pa drugih občin. Tako da vsako leto imamo tam približno, zdaj že zadnje 2-3 leta, od 10 do 15 krajev, ki pristopijo, organizacij, ki pristopijo. Mogoče bi bila še kakšna več, je pa res, da poskušamo sodelovati z organizacijami, ki so zaupanja vredne, za katere vemo, da enostavno jih poznajo in da jim tudi mi lahko zaupamo. Zelo, zelo veliko damo na to transparentnost, da dejansko vsa sredstva, ki jih zberemo, gredo naprej. In tukaj je Fundacija Svečka mogoče res nekaj posebenega, kajti vsa sredstva, ki se zberejo, grejo naprej. Mi niti nimamo nobenih zaposlenih, vsi tudi v fundaciji delamo prostovoljno. Zdi se mi, da je to en tak čar, ki nas vse spodbuja, da je potrebno nadaljevati, je pa na drugi strani to tudi omejito, kajti že 15-16 krajev, kot jih bo letos pristopilo, je en velik organizacijski zalogaj. In glede na to, da se recimo v sami fundaciji naša celotna družina, pa še par drugih, ukvarja z organizacijo, bom rekel, 2-3 mesece, prej pa še kak mesec potem, je včasih kar težko razumeti, koliko dela se nabere. No, in koliko papirjev, da država pa občine na nek način to tudi dovolijo, to akcijo. V rokah držite kar zajeten kup papirjev, dokumentov. Tole sem prav danes dobil, to je dokumentacija, da gre vse po pravilih za zasavske občine, za, mislim, da Velenje, Domžalo, pa še ene 2 občini, druge imajo to svojo dokumentacijo. Jaz moram reči, da vse to pretiravanje z birokracijo skoraj na vseh področjih skoraj malo uvira eno tako inicijativo, ker je kar dela. Pade, ne vem, se pripravi. Veste, mi imamo 400 prostovoljcev. Vse je potrebno vnaprej poslati na upravne enote, na državo, ne? Kar je prav. Prav je, da se dela transparentno na tak način, ampak na drugi strani se sprašujem, koliko bi bilo potrebno tega papirja, če bi se celotna država pokrila. To bi moglo biti 5 ali pa 10 zaposlenih. Ne? Tukaj je še veliko rezerv, ko se jih da narediti pri takih, recimo, zaupanja vrednih organizacijah, ki pa jih je veliko po Sloveniji. No, in za tiste, ki še v tej akciji niso sodelovali, ki jo ne poznajo, torej svojci pridejo na pokopališče, se ostavijo pri stojnici, tam lahko darujejo in potem tudi lahko se vpišejo, koliko so darovali. Kaj se pa potem s tem denarjem naredi? Ja, sredstva se najprej komisijsko preštejejo, mi imamo zlasti tu v Zasavju eno tako lepo navado, da vse organizacije, ki sodelujejo, in v Zasavju jih je to kar nekaj, mi imamo samo podpornikov, pa tistih direktnih soorganizatorjev, preko 40, mislim, da celo proti 50 že gre, so tudi vabljeni na komisijsko štetje, ko se skrinjice direktno odprejo, potem pa tudi naredimo en zapisnik in jasno predamo sredstva, ker je prav, da tudi javnost ve, koliko sredstva gre naprej. Mi smo, mislim, da eni 14 dni nazaj prav imeli eno tako predajo Zagorskemu zdravstvenemu domu in to je bilo še iz prejšnjega leta. Sredstva so bila že kar precej prej nakazana, pa dan, ampak kasneje so pa še, v bistvu smo jih toliko več zbrali, da smo poleg tistega stola goseničarja,
ki pomaga pri premikanju pacientov po stopnicah, lahko kupili še en defibrilator, pa še ena zadeva je ostala. Tako da jaz sem vesel, da imamo zdaj v Zagorju 24 ur dostopen defibrilator pred vhodom v zdravstveni dom Zagorja. To mislim, da je kar pomembno. Za kakšen namen se pa zbira? To vsaka občina zase se odloči, recimo v Zagorju se odločite za nekoga, ki mu boste darovali potem denar, v Trbovljah, Hrastniku, Velenju, za koga drugega, kako gre to? Ja, mi imamo navadno tako, da imamo upravni odbor Fundacije Svečka 3 mesece pred začetkom same akcije, tam se pogovorimo zelo jasno, na kak način, kaj bo vodilo posamezne akcije. In kot vsako leto smo tudi letos prepustili lokalnim organizatorjem, da pač poiščejo tiste najbolj potrebne ljudi pomoči, z eno rdečo nitjo, ki jo že tudi imamo kar nekaj časa, namreč da da financiramo take zdravstveno-tehnične pripomočke, ki rešujejo življenja oziroma pomagajo pri težkih takih drugih oblikah bolezni. In moram reči, da ta zadeva se je zelo prijela in tudi lokalni koordinatorji, tisti, ki izbirajo, so zelo se angažirajo, kam sredstva grejo, da so res za tiste namene, kjer najbolj potrebujejo. Je pa tudi to res. Ogromno stvari se potrebuje v tej naši državi, tako ali pa drugače. Ne glede na to, da je to naše zdravstvo vreča brez dna in da ko gledamo velike organizacije, kako delajo z zdravstvenim denarjem, jaz sam se včasih vprašam, ali je vredno za teh nekaj 10.000 evrov, da se 400 prostovoljcev in več cele dneve tukaj nahaja, na drugi strani pa delajo zdravstvene organizacije z denarjem kot svinja z mehom. No, zdaj sva že pri nekaterih projektih, za kaj se je v teh 10 letih denar porabil. Nekaj ste že omenili, mogoče en kratek sprehod, tako na hitro iz spomina. Ja, teh sredstev je bilo kar nekaj. Koliko pa je bilo vsega denarja zbranega? Recimo kumulativa tistih, ki zbiramo, je že kar tam v bližini 250 000 evrov. Mogoče v tem velikem žaklju zdravstva to ne zgleda prav veliko, ampak če pa pomislimo, da je to denar, ki pride od ljudi, dejansko po evro, pa vidimo, da se je ta naša akcija dotaknila kar velikega števila Slovencev. No pa brez te akcije teh 250 000 evrov ne bi bilo zbranih. Ne bi bilo zbranih, res. In zakaj se je potem to porabilo? Zdaj, kupili smo široko paleto zdravstvenih pripomočkov, od mnogih defibrilatorjev, antidekubitusne blazine, recimo tudi tu v Zagorju. Potem ena bolj znanih je bila ultrazvočna naprava za helikopter, za helikoptersko enoto nujne medicinske pomoči, ki se nahaja gor v Kranju, na Brniku. Potem so bili tukaj inkubatorji, potem ta različna zdravstvena oprema za oživljanje cevke. Mnogim recimo smo tudi pomagali pri različnih operacijah, ki jih zdravstvo ne krije. Imeli smo sicer tudi letos en žalosten primer, podoben kot pred 2 letoma, ko so izbirali za eno nekaj mesečno punčko za operacijo srca, pa je punčka med akcijo umrla. Tako, mislim, take stvari se te res dotaknejo in ugotavljaš, da kako v Sloveniji, kjer ne bi imeli vsi enake možnosti, jih nimamo. Kako se lahko kličemo država, socialna država, če pa moramo organizacije same zbirati, da lahko ljudje preživijo. In tak primer je tudi zdaj živ v Zagorju. Zbirate za družino, ki pa res rabi pomoč, lahko malce več o tem? Ja, Zagorjanom oziroma tistim, ki so tukaj okrog, je verjetno ta primer poznan. No, tistim, ki pa ni, gre za gospo Mikoš, alpinistko nekdanjo, zelo tako aktivno športnico, ki je v bistvu pred 2 letoma imela eno hudo nesrečo, namreč padla je pri obiranju jabolk iz domače Jabljane. Ne prav visoko, ampak zadeva je bila taka, da je takrat postala tetraplegik. In kot taka je eno hujših oblik tega stanja, kjer je pa potrebno, da v bistvu ima 24 ur nego. Zdaj, o bolnišnic jo je imela. Ja, v bistvu
samo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani je možna taka oskrba v Sloveniji na intenzivnem oddelku. Vemo pa, da je tisti oddelek še potrebuje za druge bolnike. Vemo, prometne nesreče, take druge, tako da tam ni mogla ostati. In edina možnost, ki jo je imela družina Alde najde, oziroma neko samoplačniško oskrbo, ki po mojih informacijah v Sloveniji ni prav veliko, druga pa je, da si doma organizira. Zvedel sem tudi, da so takrat poleg nje sta ležala še dva bolnika s podobnim stanjem, oba dva so vzeli, dali tudi v dom, ampak sta že oba dva umrla zdaj. To so tiste zadeve, kjer večkrat rečemo, da je prišlo do komplikacij. Gospa Mikuš pa še živi. Gospa Mikuš pa v domači oskrbi živi. Ampak so pa kar za družino zelo veliki stroški mesečno, ne vem, okrog 5000 evrov. Ja, na ta način nam je bilo predstavljeno. Zdaj si pa predstavljamo, koliko lahko ena družina zbere denarja. Koliko lahko, ne? Mislim, tudi če oba dva, recimo mož in žena, hodita v službo, data vse, kar je, če poberejo recimo znanci, sorodniki, do 5000 evrov mesečno kar težko prijeti. Ampak zdaj, če logično pomislimo, ko je v bolnici, za to v Univerzitetnem kliničnem centru, za to poskrbi država, se plača iz zavarovalnice, celotno zdravljenje, ko pa bolnik pride domov, ker tam ni več prostora, ker je že kdo drugi zasedel tisto posteljo, pride pa to 5000 evrov. Zakaj se tudi to ne pokrije? Ja, to je... Iz iste malhe, ne? To je verjetno zelo vprašanje na mestu, ki se ga vsi sprašujemo. Po mojem vedenju se pripravlja neka sprememba zakonodaje, ki naj bi bila zdaj z novim letom, ne bi stopila v ospredje. Sicer to je bilo že večkrat obljubljeno, ampak zdaj ne bi bilo to res. Jaz še enkrat apeliram na vse, ki tukaj v zdravstvu držijo niti v rokah, ne, in zdaj vem, da tudi v Zasavju jih kar mnogi, da le spremenijo to, da bomo imeli v Sloveniji vsi enako obravnavo, ker dolgotrajna oskrba je ena zelo velika kritična točka v Sloveniji in je potrebno resno naslavljati. Da ne bo prišlo do takih anomalij. Mimogrede, zdravstveni minister pa tudi prihaja iz Zasavja. Ja, seveda. Tudi tukaj bi se dali vsekakor narediti. Mislim, to ni edin primer. Jaz vem, da se je veliko, tudi v Zagorju imamo več podobnih primerov in mi se vedno poskušamo lotiti z vso resnostjo, ampak je pa res, da tudi tisti odločevalci včasih nimajo vseh podatkov oziroma direktno podatkov o posameznih primerih. Jaz upam, da se bo zdaj kaj spremenilo, kajti v stanju, kakršnem je zdaj Slovenija, ko smo imeli kar nekaj let debelih krav, bi se pa le moglo najti toliko tega denarja, da bi imeli vsi enake možnosti. No, dokler pa to ne bo rešeno, pa pomeni za družino 5000 evrov stroškov na mesec za zdravljenje gospe Mikuževe. V bistvu za življenje gospe Mikuževe. Za življenje, tako. Kar je, bom rekel, skoraj nerazumen znesek za zbirati. Jaz upam, da bomo za letošnjo dobrodelno akcijo uspeli zbrati do novega leta. To pomeni 10 do 15 tisoč evrov. To so bile neke take poprečne številke, ko smo jih v preteklosti. Ampak tudi računam na to, da po novem letu nam pa tega ne bo treba več zbirati, ker bo zakonodaja rešena v to smer. Mogoče ob koncu najinega pogovora, že prej sem vas vprašal, kdo je tista organizacija, ki je ves čas zraven. Čeprav ne mešate v to akcijo politiko, je pa treba vedno vsekakor povedati, da je s tem začela tudi vaša stranka in sicer pomladek Slovenske ljudske stranke. Je res to. Pa občine tudi pokrivajo, kolikor vem, pomagajo. Ja, tisto prvo leto je tudi formalno tukaj bil organizator nova generacija Slovenske ljudske stranke. Jaz sem zelo vesel, da še vedno po vseh teh letih v bistvu smo in glavnih organizatorjev in tudi rekel, naša celotna družina in drugi, ki so tukaj pomagali, so pač s tem pokazali, da niso samo, da politika ni nujno samo slaba stvar, ne? Da se marsikje najde tudi, bom rekel, kakšna dobra, ko v sami organizaciji, znotraj same organizacije se kaj naredi, ne? Tako
Tako ali pa drugače, politične organizacije so ene izmed tistih, ki imajo največje število članstva in to članstvo se da porabiti ne samo za tisto, kar večkrat iz medijev slišimo, ampak tudi za kaj dobrega. Zelo bi bil vesel, recimo, da bi se še kje na kakšnih drugih točkih srečati. Moram pa reči, da smo kasneje to akcijo pa razširili na vso, v bistvu že tisto prvo leto, tako da smo vsako leto pozovemo vse, tako politične organizacije, naj se nam pridružijo, kulturnike, športnike, tudi recimo vladne organizacije in teh je kar veliko. Kar veliko vsako leto. Tako sem rekel, letos mislim, da jih bo preko 120 posameznih organizacij. Še na hitro se sprehodiva skozi občine, kjer bodo stojnice, torej Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija mogoče tudi? Ja, Litija, Sava, potem Šmartno pri Litiji, potem če gremo recimo proti Gorenjski, Celje, Maribor, oziroma to je proti Štajerski, ja, Murska Sobota tudi po Gorenjskem jih bo nekaj. Zanimivo, no, recimo Domžale, potem imamo Logatec in pa posamezne tudi recimo te manjše pokrovitelje, ki jih sproti objavljamo tako na naših spletnih straneh kot na Facebooku. Vete, kakšna gorska koča se želi recimo tudi pomagati zraven, pa je tam možno dobiti, pa darovati, pa kakšna cvetličarna, takšna druga trgovina. Tako da v bistvu organiziranih je 15, zdaj se tudi za 16. občino oziroma kraj pogovarjamo, je pa še kar nekaj takih, kjer lahko dobimo tudi na takih neformalnih točkah. Energije je še dovolj za 11. akcijo, 12., 13.? Ja, vsekakor. Mi vedno delamo na tem, da če je nekaj dobrega, in tukaj se kaže, da je dobro, sploh iz vidika tega, da je ogromno ljudi in da je tudi kar nekaj zbranih sredstev. Tako da računamo, da bomo vsekakor nadaljevali tukaj. Vedno so pozivi, mnenja, naj zadevo še dodatno razširimo. Tudi mi jo hočemo, je pa res, da smo vsi prostovoljci, pa da verjetno, če bomo želeli kaj proti vse slovenski, proti 100 akcijam iti, bo pa potrebno tudi, da se malo bolj profesionaliziramo še. Začne se pa? Prostovoljci, v glavnem v teh občinah, kjer so, bodo pred pokopališči že ta vikend. To pomeni v soboto in pa v nedeljo, potem pa 31. in 1. kot so pa obiskovalci že navajeni iz preteklih let. Torej 4 dni. 4 dni. Še mogoče za zaključek ta v bistvu dodatek, ki se je dobro prijel, virtualna svečka, SMS svečka, ki jo imamo zdaj že mislim, da 4. leto. Takšno svečko zelo enostavno prižgejo tudi tisti, ki nimajo direktne stojnice pred svojim pokopališčem, s tem, da pošljajo SMS s ključno besedo svetska oziroma svetska 5 na 1919 in darujejo 1 oziroma 5 evrov za vse v bistvu namene, dobrodelne akcije, manj svečk za manj grobov in s tem tudi pomagajo. Dajte še enkrat povedati. To pomeni svetska oziroma svetska 5 na 1919 in s tem darujejo 1 evro oziroma 5 evrov. Tudi nekateri moji sorodniki so na tem pokopališču našli svoj zadnji dom. Tudi pred 22 leti moj oče, upokojeni rudar. Njemu v spomin sem nekaj let kasneje napisal pesem Svetla tema, ki jo je zapela slepa Anja Pustak-Lajevic. Odšel si v temo, zanjo nekateri pravijo, da je svetlejša kot sonce. Odšel si daleč stran od nas, ki te imamo radi, a mnogi pravijo, da si nam bližje, kot si nam kdajkoli bil. Ne vem, kako je z drugimi, a moje misli, moje sanje so bogato polne tvojega obličja.
obličja tvojih nemih besed. Nekaj globoko v meni mi čisto tiho šepeče, da bova nekoč zopet skupaj v temi, za katero nekateri pravijo, da sveti svetleje od sonca. Odšel si v temo, zanjo nekateri pravijo, da je svetlejša kot sonce. Odšel si daleč stran od nas, ki te imamo radi, a mnogi pravijo, da si nam bližje, kot si nam kdajkoli bil. Ne vem, kako je z drugimi, a moje misli, moje sanje so bogato polne tvojega obličja, tvojih nemih besed. Nekaj globoko v meni mi čisto tiho šepeče, da bova nekoč zopet skupaj v temi, za katero nekateri pravijo, da sveti svetleje od sonca. Za katero nekateri pravijo, da sveti svetleje od sonca.